Dobro večer, samo kratko in jedrnato. V imenu knjigarne in knjižnega centra Haček prav lep pozdrav pri predstavitvi zbornika Slovenski mediji v Avstriji nekoč in danes, ki ga je izdala Slovenska matica. In uredil je to knjigo Daniel Grafenauer. Pozdravil bi pa rad vse navzoče, v prvi vrsti Lidijo Golc, Matejo Rihta, gospoda Reginalda Rospornika in Janeza Strgarja. In zdaj bi pa kar predal besedo Zalki Snoj Verbovšek. Hvala lepa. Hvala. Jaz vas lepo pozdravljam v imenu Slovenske matice. Veste seveda, da ta naša druga najstarejša slovenska založba in najstarejše slovensko kulturno in znanstveno društvo letos praznuje 160-letnico delovanja. 4. februarja smo imeli rojstni dan in naša pomembna naloga seveda je tudi krepitev in ohranjanje stikov s slovenskim zamejstvom. Tako da smo zelo veseli, da smo v tem slavnostnem letu, letos prvič zdaj tukaj v Celovcu s predstavitvijo tega zbornika. Dogodek soorganiziramo v bistvu Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenski knjižni center Haček in pa Slovenska matica. Zahvaljujem se za gostoljubje Hačku in pa našemu sofinancerju, Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, tako za tale dogodek. Prihajamo sem v okviru naših predstavitev knjig, ki se imenujejo Matičina čezmejna gostovanja. Ta urad seveda je pa sofinanciral tudi zbornik, ki ga bomo danes predstavili. Gre za pomemben zbornik, ki je izšel v sozaložništvu Slovenske matice in Inštituta za narodnostna vprašanja. V njem so pa zbrani prispevki s posveta v slovenskih medijih v Avstriji nekoč in danes, ki je potekal na Slovenski matici oktobra leta 2022. In to je bil v bistvu drugi posvet v nekem ciklu in posledično je tudi zbornik drugi. Prvi posvet je bil namreč slovenski mediji v Italiji nekoč in danes, sledil je potem zbornik in posvetni zborniku v Avstriji. V lanskem letu smo na Slovenski matici organizirali tudi že posvet v slovenskih medijih na Hrvaškem in Madžarskem. Zbornik bo izšel v letošnjem letu. Letos pa načrtujemo tudi še četrti posvet, ki pa bo z drugega pogleda. Govoril bo namreč o vprašanju v prisotnosti slovenske manjšine v medijih v Republiki Sloveniji in potem bo seveda tudi temu sledil zbornik. Zdaj pa bi najprej samo preden začnemo predstavila čist zelo okvirno tale zbornik. Tudi koncept zbornika vsebinsko sledi posvetu, razdeljen je na 3 vsebinske sklope. Prvi je posvečen slovenskim založbam in radioteleviziji v Avstriji, drugi slovenskim tiskanim medijem in revijam v Avstriji in tretji razdelek so refleksije in perspektive. Zdaj, tukaj je že kar lepo število avtorjev, ki so sodelovali in tako na posvetu, kot potem seveda svojimi prispevki v zborniku. Bom pa tukaj naštela še vse, ki so v zborniku sodelovali. To so dr. Karel Hren, Lojze Vizar, Marjan Velik, Gabriel Lipuš, Sebastian Trampuš, Mateja Richter, magister Hanzi Filipič, Irena Destovnik, dr. Reginald Rospornik, dr. Andrej Leben, dr. Janko Male, dr. Daniel Grafenauer, magistrica Lidija Golc in pa dr. Daniel Vuti. Vsem seveda najlepša hvala za sodelovanje. Zdaj, gospod je že povedal, seveda, kdo bo danes zbornik predstavljal. Moderiral pa bo tale današnji pogovor gospod Janez Strgar, ki pa je tudi moderiral posvet, ki je potekal na to temo. Tako da mislim, da je najbolj že zdaj, kar vam predam besedo, pa lahko potem začnemo z vsebinskim delom. Hvala lepa, jaz vas tudi vse lepo pozdravljam. Res sem se včeraj pravzaprav začudil, da sem zagledal se v vabilu, da bom sedel na te stran mize, ne med publiko. No, danes sem pa zvedel tudi, da moderiram, nimam nič zapisati, nimam nobenega scenarija in bomo poskušali to izvesti tako nekako klasično. Soavtorjev ste slišali, 4 so soavtorji, 2 je stranski kibic kot moderator, pa še potem, ko sem še
lahko malo kakšne korekture. Pogledal Zarika je pa seveda kot poklicna urednica na Slovenski matici pa zbornik po tej založniški plati urejala. Urednik glavni zbornika je bil kolega dr. Daniel Grafenauer, kolega, ki ne samo da je zgodovinar, tako kot občasno še jaz bil, in da sedi tako rekoč za mojo mizo na inštitutu, ki sem ga pred desetletji in več zapustil, pa ga še obiskujem. Tako da ne bi slame, kakšne prazne mlato, bi skoraj kot moderator hitro žogico predal kar glavnemu uredniku, ker se mi zdi, da je logično, nas je tudi pripeljal iz Ljubljane, tako da vse pod komando Daniel. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Zarika je že kar precej povedala, morda velja dodati tole, kot ste lahko slišali, 11 avtorjev prihaja iz avstrijske Koroške, so koroški Slovenci, ki imajo najboljši vpogled v to, kaj prinašajo mediji, revije, tudi lahko podajo verjetno najboljšo refleksijo, kje so mediji v slovenskem jeziku trenutno na avstrijskem Koroškem, katere so te težave in katere bi bile možne rešitve izboljšav ali pa še morda kakšnega pogleda v prihodnost. To pravzaprav odsevajo na nek način vsi prispevki. Torej, samo 3 avtorji prihajamo iz Slovenije, kar se mi zdi ena dodana vrednost te knjige. Na nek način lahko rečemo, da je to en prvi taki rahel pregled vseh teh 3 sklopov, ki jih je že omenila Zarika. To se pravi, gre za slovenske založbe in radiotelevizijo v Avstriji, gre za slovenske tiskane medije in revije v Avstriji, seveda en del. Pa gre tudi za nek način refleksije in perspektive teh medijev, v tem primeru na avstrijskem Koroškem. Sami članki na nek način pokažejo, kje so težave. Največkrat so to kar finančne težave, tako kot je to običajno v medijskem, revijalnem svetu, televizijskem. So manjki na področju organiziranja, na področju vključevanja v vseslovenski kulturni prostor. Zakaj omenjam vseslovenski kulturni prostor? Ker mediji v slovenskem jeziku na avstrijskem Koroškem imajo to vlogo. Imajo vlogo prenašanja materinega jezika, širjenja materinega jezika, utrjevanje etnične identitete, vsekakor. Torej, to imajo mediji pri vseh narodnostnih manjšinah, kjerkoli. Tako da so ti izsledki se ponekod pravzaprav ponavljajo pri nekaterih medijih, so deloma tudi različni, ampak ena skupna imenovalec pa je to, kar sem omenil, predvsem ti finančni, organizacijski. Lahko sledimo tudi enim smelim korakom v prihodnost, načrtovanju, izboljšanju teh medijev. Imamo pa težave tudi v osrednji Sloveniji pri percepciji, zaznavanju teh medijev, zaznavanju narodnih skupnosti, ki lahko kar brez težav rečemo, so v Sloveniji, so narodne skupnosti v sosednjih državah precej slabo poznane. Nekatere možne izboljšave so nanizane, lahko bi prihajalo do izmenjav pri uredništvih, kroženju, mreženju novinarjev in tako dalje. Tudi pri, bom rekel, bolj strukturnemu umeščanju medijev slovenske narodne skupnosti, če jih tako imenujem, v sam organigram, ki ga imajo recimo pri nas financerji, recimo Ministrstvo za kulturo in tako dalje. Kaj govorim recimo, če rečem, da govorimo recimo o gostovanju slovenskih skupin ali medijev ali pa prenašanju novic iz avstrijske Koroške v osrednji slovenski prostor,
je problem, da osrednjeslovenski mediji to dojemajo v veliki meri kot novice iz tujine. Ni posebej, ni neke posebne pažnje, čeprav se na nekaterih stvarih izboljšuje, imamo določene oddaje, ampak recimo pri osrednjeslovenskih medijih, poročilih, te tematike tekmujejo z tematiko, ki je torej, tujina. Ne? Potem pri poznavanju zamejstva se kaže, da slovenski šolski sistem sicer v kurikulih ima vsebine v predmetih, kot so zgodovina, geografija, slovenščina, glasba, likovna umetnost, ima tematike, ki so namenjene slovenskim narodnim skupnostim v zamejstvu. Je pa odvisno, kako so učitelji senzibilizirani do te tematike in opažamo, da je tu ta manjko prenosa, ne? Da potem študentje, ki prihajajo iz avstrijske Koroške v Slovenijo, so deležni opazk, kako dobro pa govorite slovenščino, ne? Ali ste se priselili spet nazaj gor, ali kako. Te vprašanja so čisto običajna, gre seveda za nepoznavanje. Zdaj, z Zavodom za šolstvo smo v kontaktu, nekatere stvari absolutno se dajo tudi izboljšati. Morda bi se jaz tukaj ustavil, pa bom potem, tako kot Janez rekel, še mogoče kaj pokibical, ampak bi dal zdaj, ker imamo pa res tu še goste, ki neposredno naslavljajo medije, slovenske medije v Avstriji, bi pa predal besedo. Ja, imamo jih tudi iz različne strukture, seveda tule v zborniku je širša paleta, tu za mizo predstaviteljev je pa res samo vzorčni izbor, ne? Tako da ne bo kdo prizadet ali užaljen, se bo seveda tudi lahko še v diskusiji oglasil. Jaz seveda moram priporočiti tudi nakup zbornika in da ga kritično preberete, ker kot je Daniel omenil noter, je tudi nekaj, bi rekel, napotkov na podlagi izkušenj, ker avtorji so večinoma že srednja generacija, ki imajo že nekaj za sabo in ena od kvalitet zbornika je, da vključuje tudi nekaj spominov oziroma dokumentarnega gradiva. Če tu zapeljem naprej, bi kar rekel, da imamo med sabo Nestorja, Reginalda Vošparnika, pa morda on ali na kratko pove, čemu se je v zborniku posvetil, ali pa kakšen je njegov vtis, ker knjigo si pa že videl, ne? Prosim. Ja, gotovo sem jo videl. Samo šele pred kratkim sem jo dobil, odkrito rečeno, in sicer mi je poslal Janko Male. Za manj sem urgiral avtorski izvod Slovenske matice, zdaj sem ga dobil, tukaj mi ga je Janko Male poslal, ampak šele pred kratkim, ja, to kritično pripomnil. Ne, zdaj res. Torej, skušal sem prispevati svoje v zgodovini revijalnega tiska, kar se tiče Celovškega zvona. Celovški zvon izhaja v 80-ih letih, je izhajal in je bil prekinjen v teh 80-ih letih, ker smo še ena kritična pripomba pač na Koroškem glede revijalnega tiska malo gluha loza. Kako bi to kak literat morda izrazil. Med nami sta dva prvoboritelja začetkov revijalnega tiska, tukaj je Felix Mesta, ki je bil urednik, pa še kaj več v Mladju. To je bila prva revija, ki je izhajala na Koroškem. In med nami je tudi Jani Oswald, ki je bil potem v nadaljevanju Mladja merodajen literat, avtor, urednik in ne vem še kaj. Tudi Mladje je utihnilo, kot vemo je izdal Florian Lepuš
črno številko. Marsikdo izmed nas se tega ne bo več spomnil, jaz sem pa že toliko star, da se tega zavedam. Vsi drugi ste mlajši. In črna številka zaradi tega, ker je obupal nad to gluho lozo. Revijalni tisk med koroškimi Slovenci pravzaprav nikoli ni bil s srcem sprejet. Mladje je z vsem optimizmom in vso zagnanostjo začelo delovati v 60-ih letih, kot vemo, po iniciativi Florena Lipuša, ki bi ga tu imensko zelo rad in zelo bi rekel, izrecno izpostavil kot pogovoritelja tega revijalnega tiska, ampak tudi on je potem nad tem obupal prej ali slej. Mladje je imelo svoja leta v 60-ih letih, potem pa zamrlo. In podobno se je potem pogodilo tudi Celovškemu zvonu, kjer je eden izmed tistih, ki so bili gonilna sila, ni med nami, to je Vinko Ošlak. Jaz sem prispeval po svojih skromnih močeh, da je to literarno podjetje se zagnalo, ampak morali smo tudi ugotoviti, da nažalost ni bilo tega odmeva, ki smo si ga obetali. Imeli smo izvrstne literate, med našimi avtorji omenjam samo Alojza Rebulo, kot enega izmed teh avtorjev, ampak tudi Rebula je tedaj povedal Ošlaku v osebnem pogovoru: no ja, če boste išli 2 številki, bom zelo vesel. Ta pesimizem je bil torej na laž postavljen. In je bilo poldrugo desetletje, ko je Celovški zvon izhajal, ampak menda mogel tudi potem obupati. Oprostite, da nimam kakih bolj optimističnih izjav v zvezi s to revijo, ki je nekaj let med koroškimi Slovenci delovala in bila sprejeta med razumniki. Imam pa tudi še v ušesih izjavo nekega koroškega duhovnika, ki je na neki seji neke vidne ustanove koroških Slovencev povedal: jaz pa ga kar dam v koš, če pride. In to je seveda zabolelo vse nas, ki smo ob tem se trudili, ampak bilo je pač malo, bili smo malo frustrirani nad odmevom med koroškimi Slovenci. Toliko. Ja, hvala lepa. Pesimističnega gledišča. Hvala lepa. Jaz bi lahko tu nadaljeval, ker sem ravno dovolj star, da se spominjam, kako ste prvo številko Celovškega zvona prišvercali v Jugoslavijo, v Ljubljano, ker takrat je še veljalo, da je treba za tiske, ki so tiskani zunaj Jugoslavije, v jezikih narodov in narodnosti Jugoslavije, je treba imeti dovoljenje. Nemški tisk, italijanski, francoski si lahko uvažal, pa so ga oblasti, če je bilo potrebno, so ga prepovedale, medtem ko za uvoz tiska tudi v slovenščini, hrvaščini, je bilo pa treba imeti dovoljenje, ki je bilo lahko stalno za nekatere ali bilo potrebno posebej. Torej, to je bil na vsak način tudi režijsko dober scenarij, ki ga mislim, da tu tudi delno evociraš. Spomnili so se na Trubarja, kako so njegove oziroma protestantov knjige tudi morali tihotapiti in kakšen vpliv so imele. Zdaj pri Celovškem zvonu
je pa optimistična nota, da je kljub vsemu, torej ni bil samo celovški, ta je bil vse slovenski in je ne samo kulturno, ampak tudi veliko politično vlogo odigral. Poleg še kakšne revije ali v Trstu ali pa v Ljubljani, pa na vsak način celovški zvon je bil med prvimi in ima na srečo tudi nadaljevanje zdaj v zvonu, ki izhaja pri Mohorjevi. Mislim, da se je razvil v zadnjem času v eno boljših literarno-kulturnih revij, tudi družbeno angažiranih, z jasnim profilom, kot ga lahko Mohorjeva daje, ampak na vsak način. Tako da nič ni bilo za manj, ne glede na to, kako je šel razvoj tukaj na Koroškem, ki si ga prikazal. Če ta del sledimo naprej, pa še pri Mladju bi lahko štafetno palico v tem pogovoru, če ne izzivamo Janija ali še koga, ali Lidiji Golc, ki pri Rastju močno sodeluje, ali pa Matej, zdaj pa se dve zmenita med sabo. Koliko malo časa? Jaz bi samo še eno pripombo dal in se zdaj že opoščam, da bom zapustil družbo. Zaradi vlaka? Ja, ker zvečer nismo več na poti z avtom, ker nismo najmlajši. Kot veste, vidite, bom na tiho zapustil družbo, zato bi rad še povedal, da ne bo tako pesimistično zvenelo. Seveda se dobro spominjam teh prvih trenutkov, ko smo pretihotapili dobesedno prvo številko zvona v Ljubljano na Društvo pisateljev. In se dobro spominjam Janka Merkača, ki mu je carinik na meji rekel, ali ne veste, da je treba imeti dovoljenje za uvoz tiska in orožja. In orožja, to mi je še v spominu. To dvoje je bilo v stari Jugoslaviji tabu. Torej, po svoje je imel prav, ker tudi tisk je orožje, pač tiskano orožje. In dobro se spominjam dobrega sprejema pri pisateljih v Ljubljani in nekaj dni na to v Trstu, da ne bom to zdaj izničil nekako svojim pesimističnim gledanjem. To so bili gotovo svetli trenutki, ki smo jih doživljali, vsi sotrudniki z Rebulo in kako se je pisal, umrli, pomagajte mi. Pahor ni sodeloval, je sodeloval občasno. Capuda. Hvala za pomoč. Sam ne v Trstu. Capuda. Andrej Capuda, ki so bili res zavzeti za stvar. Rebula je bil edini, ki je od prve do zadnje številke imel svoje prispevke. Capuda je bil prvi kulturni minister v demokratični vladi. Tako, tedaj kulturni minister in je tedaj, torej malo kasneje, seveda. In ja, to so te svetli trenutki, seveda, tako da jo boje treba pretehtati. Zdaj bom pa... Zdaj sem se pa že imeli možnost. Mateja, prosim. Ja, hvala lepa za povabilo danes, hvala lepa za povabilo k zborniku. Se mi zdi, da je to res en zelo dober pregled medijev, ker tudi nam pri Nedelji je pomembno ta pluralnost, da vidimo to pluralnost medijev, ki jo imamo na Koroškem, in da tudi to pluralnost podpiramo in širimo in si nekako želimo, da to ostaja še naprej tako. Jaz nisem bila zraven pri prvih številki Nedelje, tako ste bili zraven pri prvih številki Celovškega zvona. Nedelja letos praznuje 98 let, torej ustanovljena je bila leta 1926 v Borljah v Zilski dolini. Seveda zdaj gledamo tudi s nekim pesimizmom na to, ker rečemo, Zilska dolina je tista dolina, v kateri je zdaj najmanj slovenščine. Ampak smo ponosni na to, da je bila Nedelja prav tam ustanovljena in da je bila ustanovljena prav v takih časih.
Ker če pomislite, leta 1920 je bil plebiscit, mnogi so morali zapustiti Koroško, so šli v današnjo Slovenijo. Tisti, ki so ostali, so živeli v enem strahu, to je bilo kmalu po vojni. In kako imenitna ideja je bila, da so v tistem času ustanovili en časopis. Ustanovili so ga večinoma duhovniki, izbrani v Ivanu Ločovniku. In da so premogli ta pogum, ta optimizem, da so že takrat tudi nadeli ime Nedelja, torej nekaj, kar ni za vsakodnevno branje, ampak za praznično branje, nekaj, kar ostane. Mogoče kot zanimivost naj povem, v Avstriji je kar nekaj cerkvenih časopisov, vsaka škofija ima svoj cerkveni časopis in mnogi od njih so se preimenovali v Sonntag. Torej, je bila Nedelja tista, ki je nekako dala tem tudi ime. Nedelja je tudi en prikaz za rast, potem prekinitev, ampak tudi ponovni razvoj, ponovno rast, ker seveda v času druge svetovne vojne je bila zaradi slovenščine prepovedana. Ampak sreča je bila, da je potem se ponovno zbudila in postala tednik po drugi svetovni vojni ter nadaljevala s svojim poslanstvom, ki je bilo seveda širiti slovenski jezik in širiti veselo sporočilo v različne konce Koroške in tudi širše. Potem nekje v 80-ih letih se je preoblikovala iz enega tipičnega versko-nabožnega lista v en širši, kulturno, literarno tudi odprt časopis. Jaz sem zelo vesela, da danes nisem sama tukaj od Nedelje, med nami je tudi Vincent Gotthard, dolgoletni urednik pri Nedelji, ki ima poseben čut za literaturo in je to gluholozo, kot ste imenovali, tudi s svojimi prilogami na svetlo dano, nekako za polno, ker so v Nedelji lahko mnogi literati objavljali svoje pesmi, svoja dela, takrat, ko kje drugje to ni bilo možno. Iz tega so se potem razvile tudi kulturne in družinske priloge, kot ena posebnost Nedelje, torej poleg redne tedenske številke. Jaz Nedelje tako čisto natančno ne bom predstavljala, ker predpostavljam, da jo toliko poznate, da veste, da imamo en seveda močni cerkveni del, ampak tudi en močni kulturni del, farni del, da smo zelo povezani z ljudmi na terenu. Mislim, da je to naša moč, naša prednost, da smo res veliko na dogodkih, ki so pa, hvala Bogu, na Koroškem zelo pestri, zelo pogosti in tudi v različnih koncih in krajih. Mogoče kot ena zanimivost tudi to, da je bila Nedelja prvi cerkveni časopis v Avstriji, ki je imela svojo spletno stran. V tem času, ko zdaj toliko govorimo o digitalizaciji, je to en pomemben podatek. Seveda je to povezano z dolgoletnim glavnim urednikom, Hanzem Tomažičem, ki je imel čut za računalniške zadeve. Dolga leta imamo tudi že otroško in mladinsko stran, ker se pa zavedamo, da mladi drugače doživljajo svet, da drugače doživljajo tudi pisano besedo, ampak nam se zdi zelo pomembno, da izhajamo tudi v tej tiskani, fizični obliki, sploh na Koroškem, da pride slovenska beseda po pošti na dom, da je slovenska beseda vidna, da jo je možno prijeti, da jo mladi vidijo, da leži nekje na mizi in potem kakšen članek zagotovo tudi preberejo in to se nam zdi tisto, kar nam je zelo važno. In to, kar iščemo pri ljudeh,
so kakšne zanimivosti. Vincent Godhard vedno reče, da mu je vedno zanimivo pred žarometem v časopis postaviti nekoga, ki še ni tako znan, nekoga, ki pridno dela v ozadju. In to si želimo, čim več takih ljudi predstaviti v nedelji in seveda zanimive zgodbe. Vidim tukaj knjigo od gospoda Buspernika, Hiše pripovedujejo svojo zgodovino. To pripovedovanje, mislim, da to ljudje zelo radi berajo. Te zgodbe, ki so pa zelo raznolike, ki niso vedno samo lepe, ki so večkrat tudi težke. Ampak mislim, da je ena od nalog nedelje, da poskušamo dati vsemu temu eno upanje in si želim, da bi to nam uspevalo tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Takole spotoma sem se spomnil še enega poudarka, ko si omenjala, kaj lahko spodbujate z tiskano besedo v nedelji za mladinska tekmovanja, literarna. Tam je tudi veliko pozornosti danega v nedelji, da ne rečem, da je to zelo povezano, tudi osebno ste povezani s temi spodbudami, ki jih z veseljem in optimizmom lahko spremljamo pri teh tekmovanjih in zmagovalcih, ki so nekateri res prepričljivi, jih potem tudi v Ljubljano povabimo ali še kaj, ne. Hvala za ta namig, ravno imamo odprt literarni natečaj nedelje, tako da mogoče, če kdo izmed vas rad piše, prisrčno povabljeni. Je pa še druga stvar, ko gledam publiko, vsi ste mi znani, da rečem, da sem z vsemi na ti. Felix Bister je pozorno poslušal tudi to poglavje, ne samo v Ladju, ampak tudi v nedelji, pa v literaturi, ker mislim, da sem bil med prvimi, ki si gojil v nedelji, dokler se niste kaj šli, literarno kritiko. A ga ćemo vključiti ali boš potem se? No da, ja. Zdaj ali potem? Ne, bom pozneje, če bo še časa. Ja, sprovociral sem te. No, potem lahko pa, torej še ena stvar je, Urad za Slovence v zamejstvu po svetu, kot ste slišali, vsaj deloma podpira finančno to celo serijo, ne? Seveda tudi z namenom, da se morda slovenska politika ali javnost česa ove ali pa česa navodi. Nauči ali da je spodbojena v vsaki od teh dveh doslej, pa tudi tretji bo tako, je res, kot je že Daniel omenil, kar nekaj nasvetov oziroma kritičnih pripomb, ne samo na spremljanje zamejske problematike v Matici, ampak čisto konkretno, kaj bi lahko na RTV Slovenija kot državnem, osrednjem ali javnem mediju, kakor šte, se spremenilo nekatere drobnarije, organizacijske, da bi bilo bolje. Ampak ne bom to smer nadaljeval, samo pravim, da vrednost cele serije, vsake knjige posebej, je tudi v možnosti primerjav pa zgledovanja. Seveda je situacija z enim primorskim dnevnikom v Trstu drugačna kot z dvema tednikoma na Koroškem, ampak kljub vsemu. No, nekaj teh primerjav pa splošnega vtisa, kako v Ljubljani lahko spremljamo dogajanje preko lastnih koroških slovenskih medijev, je magistra Golčeva v zbornik prispevala. Ja, rada vas imam vse, tako mi je lepo, ker skoraj vse poznam. Gospod Bister, če bi pa vi želeli najprej v tej kritiki, pa bi tudi mene zanimalo, lahko najprej vi poveste. Ker moje je refleksija, to, kar sem zapisala, bi morda zdaj drugače, druge podatke imam tudi, a ne? Lahko najprej vi poveste, pa potem jaz povem. No, jaz ne bi zdaj
morda pozneje, jaz nisem prišel, da bi govoril, jaz sem prišel, da prisluhnem. Ja. Jaz sem tudi najprej mislila, da bomo prvi vrsti. Zaradi tega, ker malo težav imam s posluhom, sem sedel v prvo vrsto. Ne zaradi tega, da bi vedel, da bom sam ostal. Felix, s posluhom in poslušnostjo. Torej, jaz pa nisem tako pripravila kot Mateja, ali da bi tako povezano govorila, ker tudi naslov mojega prispevka je refleksija. V resnici kot oseba in kot strokovnjak za jezik, za književnost, pa tudi že zdaj malo za Koroško, ugotavljam, da vedno več vem, ampak še vedno zelo malo vem, ker bolj ko študiram, bolj ko se poglabljam, posebej zdaj, ko Koroške kulturne dneve tudi deloma vodim, ugotavljam, da malo vem. In včeraj smo imeli, recimo, če s tem začnem, en zelo prijeten pogovor z Dominikom Srencem in pa mislili smo, da bo prišla Mili Hrovat, pa potem ni mogla, ker je nekaj zbolela, ampak je vse v redu, sem že dobila rožico v njej. Ampak pogovarjali smo se potem z njeno hčerjo, ki jo veste, da je slikarka, pogledali smo si razstavo in pogovor je šel tako povezovalno in tako prijazno in tako prijetno in tako predolgo, ne? Da sem se spomnila, se pa to je isto, kot ko jaz pišem kakšno refleksijo, pa se moram omejiti na eno stvar. A veste, to je zelo težko. Na eno stvar se ti moraš omejiti, pa tista ena posamezna stvar vsebuje, ne vem, 100 drugih, ne. To je tako, ko pišeš, potem 3/4 prečrtaš, da je ena rdeča nita, ne. V glavnem sem pa res živim tako, da spremljam medije. Najprej radio, od zjutraj do zvečer. Tudi kadar kaj mrkne vmes, jaz napišem radio, gora, kaj pa je zdaj, mi tisti, ki po računalniku poslušamo, mi zdaj nič ne vemo. A že spet dobim odgovor takoj. Ja, kaj Novak, on to odgovarja takoj. Ali pa kdo drug, ne. Poslušam jutranjo oddajo 10 do 8, ker potem grem k mami. Vreme, vse vremenko te poznam. Ker tiste, ki jih še nisem spoznala, sem pa pač poiskala in znajo zelo dobro govoriti. Najbolje govori Kuežnik. On je tako, kot bi pisal, kot bi Mesnerja poslušal. In si mislim, pa ne samo, da imata podoben glas, ona dva sta. To je to, on nikoli ne pove vreme, je tako pa tako. A veste, katero prireditev imamo mi? Pa bom najprej to povedal, pa to povedal. Potem seveda spremljam nedeljo. Meni se je zgodila ena grozna stvar, da sem jo priznala, da sem zamudila s plačilom zelo sem zamudila s plačilom. Vem, da je v redu, ampak zdaj sem v avtu priznala, je res dani. Plačam račun takoj, ko pride, ker pri teh letih pa toliko obveznosti, to je treba narediti. Ampak preberem pa tudi od A do Ž vse. In moja mama, ki že slabo vidi, je pomagala križanko reševati. Tako da smo letos poslali velikonočno skupinsko reševalno križanko, ker ona slabo vidi, pa smo to mi naredili. Da ne govorimo o prilogah, ki so naše še pa še ne. O medijih. Žal mi je, da v našem zborniku ni 35-letnice Dober dan Koroška. Kako je bila pa to lepa oddaja. Ampak mi smo prej šli, ne. Mislim, da bi to morali tudi noter priti. Potem noter ni slogleda. Torej, tega našega medija, ki upam, da vsi znate, napisati slogled, pa kateri avtor, katera predstava, kdo je igral, kdo je zapisal v tem, nekaj podatkov manjka, ne bom povedala, ker je tako, poglejte si. Pa bodo še. A veste, kako lepo predstavitev nam je Julija Šelander pripravila v Ljubljani. Pa to noben ni hotel iti ven iz Matice. To je bilo tako prijetno in lepo. In jaz sem zmeraj mislila, dekle je zadržano, jaz že lahko to rečem, ker sem 68 stara. Ampak ne, a veste, kako je to lepo, prijazno, strokovno. Pa še nekaj moram povedati, jaz sem prinesla nekaj gradiva, ker sem ga od kaj in kaj imela. Tisto gradivo že je dobilo noge.
Nimam ga več. In nisem vedela, ne bom jezna, ali se mi to naj zdi dobro, pa sem bila najprej tiho, pa sem Juliji povedala, rekla, jaz sem pa videla, kdo je vzel, ampak pustimo. A veste, se mi zdi, da živeti s Koroško ali pa s komerkoli, ki ti je blizu, to pomeni sodelovanje, stalno izmenjavo informacij, obiskovanje prireditev, ki jih je pa toliko, da mislim, to samo Janez more. Janez gre zjutraj, popoldne in zvečer, jaz sem pa dopoldne pri mami do 2, pa kar lahko še k varstvo pride. Tako, kar je možno, realno, ampak vse grem pogledati. In moram reči, da seveda, kaj vse se tukaj dogaja, to ti moram na tebi povedati. Včeraj sem povedala v Penu, da je bila 1926. leta, ko je bil Pen ustanovljen, tudi naša nedelja ustanovljena, in Oton Župančič, ki je bil prvi predsednik, je zapisal, in tole sem si izpisala, cilj Pena, ali nas vseh skupaj, ali nedelje, ali novic, ali vseh srečevanj, je zbiranje, gojenje medsebojne družabnosti, sodelovanje, prirejanje javnih prireditev in umetniških srečanj. Ana Valatov tudi za nas zdaj tukaj. Prav zares, ne. Jaz, če ne morem iti v Korte pogledati, pa to je grozno. Ali pa če gre Janez k Poldi od Cundru, pa jaz ne morem, pa daj Janez, jaz bom že še vse lahko grem. In grem. In se da nekaj organizirati. Je pa to, jaz imam vedno bolj občutek, da vedno manj vem. Jaz imam vsa mladja. In sem sledila čisto... Si jih od mene, pa se je dobila. Ja, sej jaz to zmeri priznam. Ampak eno so bili že nočni umarci, ena so po vrsti zložena, ne. Ampak tam, ki je Erich Fried noter, tisnemo pa čisto pri sebi, ne. Torej, določene stvari, ker Erich Fried je pri nas lansko leto je šel, ne, se je šel, in sem rekla, pa to je naš Fried, pa seveda, ne, jasno. Seveda je treba zgodovino poznati, jaz se premalo poznam. Sploh, ko se z Janezom v avto peljem, se nisem imela. Nikoli ne bom to gledala. Ali pa Dani o plebiscitu, pa to ne morem jaz sploh, tudi če študiram ne vem kaj. Ampak mi povemo, to nam manjka, tukaj ti manjka, to bi rad vedel. S tem bi se rad povezal. Jaz sem včeraj spoznala še sorodnike od Milih Hrobat. In z njo sem začela sodelovati, a veste, Mili sodeluje na WhatsAppu. To jaz ne moram WhatsAppa, ampak če mi je Mili na WhatsAppu, pa ona meni tam pošlje. Pa slikice, potem jaz moram tudi z njo sodelovati, se mi zdi prav, ne. Imam rada pisatelje. Odličen prispevek je tukaj noter Andreja Lebna. Torej, bolje se tega ne da povedati. Rusko se reče skoncentrirano, ampak z rdečo nitjo. Ali Vutijev prispevek, zdajle imamo srečanje na Bledu, o okrogli mizi. To ne more biti bolje napisano. Poln prispevkov je takih, ki jih moraš večkrat prebrati. Tako da moj izvod je že svinčnikom počrtan, ne. Moram pa se zahvaliti Daniju za potrpežljivost, pa Janezu za rigoroznost, da smo to speljali tako, kot je to treba, da se ni mudilo, da je Zarika rekla, daj še, kar imej še 14 dni, saj še drugi tudi niso, daj naredi, do konca naredi, seveda na koncu je krajšanje, in ko krajšaš, a je še tisto bistveno, a je še tisto nota. In tako da jaz bi od vsega poudarila res, ne vidim gluhe loze, čeprav poznam Trdino dosti dobro, pa Mesnerja še boljš, ne, Mesnerja tudi osebno, o njem smo se pogovarjali in o njegovih idejah, bomo lepo rekli, ne, in tudi kakšnih konfliktih. Jaz sem pisala o njem za
učbenikov za osnovno šolo, pa za srednjo šolo, pa je to včasih zelo dolgo trajalo, ker smo še marsikaj drugega, smo šli še na kakšno prireditev, a ne, Janez, a moram nekati? Ne vem, a veš, na prireditvi imam jaz uro, 1 ura grdo gleda, 1:15 zaključiti treba, ne. Nisem hotela iti pragmatično po svojem prispevku, zato ker ne vem, če bi to zdaj enako napisala, mislim, da še precej stvari manjka. Ampak res bom kar zaključila s tem, da se mi zdi povezovanje zelo pomembno, da sem Matici slovenski hvaležna, da je to serijo knjig in tudi simpozijev začela in jih tudi speljala, ker vse, kar je prej šlo, ni tako kvalitetno in tako dorečeno. In sem hvaležna, da sem tukaj lahko sodelovala. Hvala. Hvala, Lidija. Zdaj mislim, da je res čas, da vključimo tudi publiko. Jaz sem imel seveda ves čas malo občutek, da s tem zbornikom prinašamo v Haček sove v Atene. Na srečo imamo kvalificirano publiko in bi tisti, ki niste brali ali pa ki ste brali ali pa ste sodelovali, niste sodelovali, imate zdaj priložnost in vas pravzaprav kot kibic res kibiciram, provociram, da bi kaj vprašali ali kaj dodali ali kaj kritizirali. Lidija je že tudi, tako rekoč, konfitor izrekla, da je treba še kaj, pa da bi bilo še treba, pa da še bo. Vse to, nisem to. Recimo pri medijih, prej sem cikal tudi na to, da je pri Rastju, kot nadaljevalcu mladja, je Lidija med bolj aktivnimi in bolj vidiš, je pri recenzijah, je pri poeziji, je pri prozi, drame, pa se že drama tudi vključa. Dobro, izvolite, razen če bi še kdo tukaj v omizju še želel kaj. A smem? Ja. Kaj vidim gospoda Osvalda. Včeraj je Dominik povsem tako stališče o dvojezični literaturi izrazil, pa tudi iz Rastja prebral, kot ga imaš ti. In to mi je bilo, nismo utegnili se pogovarjati, tako da bom vsaj tukaj povedala, če že Dominiku nisem, ker mi je bilo to zelo blizu in sem vama obema hvaležna. Pa še o umetni inteligenci, ne? Ja. In prepletanju možnostih v literaturi, ob tem, da že omenjeno je bilo, da seveda od papirja smo prišli že v znatnem delu tega, kar je napisano in kar publiko doseže že v elektronske medije in vidne, audio, zvezne in pisne. Eni smo prav odvisni od tega, ne? Ampak tudi včeraj nekje berem, ne vem, o bolonskem knjižnem sejmu, da kljub vsemu statistika objavljanja papirnatih knjig je dobro, ne? Da elektronske še niso spodrile. Prosim. Se na mene upa. Zdaj, jaz sem veliko razmišljal o nas Slovencih, pa o medijih. Se spominjam 40 let nazaj, ko sem bil še gimnazic in moj ravnatelj je bil gospod Vosparnik. Sem se pa zmeraj veselil, ko sem prišel domov v izbo mojega starega očeta in tam na mizi so bili pa časopisi. Naš tednik, Slovenski vestnik in Nedelja. Nekako sem se veselil zato, ker sem lahko gledal, sem prebral Vestnik, prebral tudi naš tednik, najprej seveda Šport, kjer sem bil navijač Slovenskega atletskega kluba, kjer je Maren Velik igral tedaj pri Slovenskem atletskem klubu, tega sem kako se reče, gledal zelo visoko. In zdaj, zdaj bom pa hitro preskočil, smo dobili skupni časopis Novice, ne kritiziram, pa pravim, je lepo, ampak smo zelo v Novicah smo premalo kritični in zame je res škoda, da nismo tako močni Slovenci na Koroškem, da bi imeli še kljub temu
2 časopisa, kjer seveda Slovenci tudi mislimo, nismo vsi edini, malo drugače mislim, ali zdaj nočem zdaj politično preveč na levo ali pa preveč na desno, ampak smo taki, da smo postali malo leni, imamo pa en časopis, pa to nekaj prebiramo, pa pogledamo slike, ampak tiste kvalitete pa ni več, ko je bil včasih moj Vestnik, Tednik, je bila ena dobra borba in se mi zdi, da je to za nas bilo dobro. To je samo komentar. Moje vprašanje bi bilo, ali so novice komu zavrnile kritični članek, ali polemiko tudi, če ga je napisal in oddal. Uja. Ja? Veliko ali... Ne. So. On človek ne pišeš več, ne. Ravno to sem mislil. Škoda, da nismo tako močni, da bi res lahko se bojevali. Še ena stvar je prav to, kar opozarjaš še ta pluralnost. Tudi regionalna je, nekaj je občinskih glasil ali pa društvenih, ali pa dobro, zdaj lahko rečemo še skupnost ima občasno svoj, pa ZSO tudi narodni svet, mislim, da nima, če se takega, pa nekaj tega še je, česar nismo vse dali tudi na sito, ampak še popestri kljub vsemu to podobo tiska, medijev. Prosim. Pridemo do Feliksa. Ja, prosim, ja. Za Danila, kakšno mogoče so bili izzivi uredniški pri uredniškem delu, a je bilo kaj zapleto oziroma kaj posebnega, ker pač... Ker je urednica Koroškega To je vprašanje za nas, vse tri, za Zariko, za Janeza in mene. Ja, seveda se pozna. Ravno smo se peljala, zdaj ko smo se peljali na Koroško, sem Zariki povedal, da imamo en problem, izdali bomo v inštitutski zbirki Ethnicity eno zanimivo monografijo pripadnika madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, ki govori o prelomnih letih 1988 do 1992, ko se je manjšinska zakonodaja glede avtohtonih narodnih skupnosti v Sloveniji na novo sprejemala, torej v slovensko ustavo, in seveda kako rečemo, je kvaliteta slovenskega jezika, da tako rečem, seveda malo drugačna. Zdaj, če smo najprej pri tem, seveda vse pozna, kar je normalno, tako da tu, ampak kaj večjih problemov pa ne, tu je bilo mogoče nekaj, kaj posebnega pa ne. Cenzure ni bilo. Zdaj seveda mi smo vključili le en del, se je bilo nakazano, marsikaj tudi smo morali izpustiti, to je tak en prerez, ena taka prva seznanitev morda s tematiko, ampak ko lahko prebereš, pa vidiš pestrost, pravzaprav to številnih stvari, medijev, levi, ki izhajajo v slovenskem jeziku na Koroškem, nisi ravno pesimist, no. Če primerjam recimo z madžarsko narodno skupnostjo v Sloveniji ali pa italijansko narodno skupnostjo v Sloveniji, ni malo. Tudi organizacijska struktura narodne skupnosti je dobra. Ali če primerjamo tudi z drugimi narodnimi skupnostmi v Evropi, naprimer. Tako da to ne... Časovno smo imeli svojo časovno premico smo imeli, ki smo jo malo prekoračili, ampak nič posebnega. Tako da je bilo prav fajn, no. Morda zdaj, če se pošalim lahko, ker je bil to drugi zbornik, pa ker so mi ga ravno nastavili, zdaj eden izmed ciljev moj je bil, da bo ta, ki zadeva slovenske medije v Avstriji, da bo debelejši. In če pogledate, ta od italijanskega je debelejši,
Čeprav lahko povem, da... Debelejši papir. Ne, je obsežnejši, tako obsežnejši tudi. Lahko pa recimo povem, pa s tem končam, da recimo slovenski mediji v Sloveniji največ poročajo o slovenski narodni skupnosti v Italiji, približno 51%, v nekaj manjši meri o koroških Slovencih, približno 43%, potem pa zelo ta odstotek pade, zelo malo poročajo o porabskih Slovencih, recimo 8%, in skoraj nič o Slovencih na Hrvaškem. Zelo malo. Približno tako, to je sicer nekaj let zdaj nazaj, ampak bo še kar držalo. Seveda smo tudi slišali, da je namen še obravnavati in potem izdati v zborniku vprašanje medijev v Sloveniji, kako spremljajo položaj zamejskih Slovencev, in tam slišimo od teh, večinoma so pravzaprav novinarke, ki spremljajo ali pa imajo posebne oddaje. No, na Radio Ognjišče je Matjaž Prljak, pri Radio Slovenije Mateja Železnikar, ampak recimo Petra Kos, Gnamoš, ki za televizijo poroča, večkrat slišimo, da prispevek pripravi, samo potem ne pride v program ali pa ne pride v osrednja poročila, pride, oprostite, v tisk kuharski ali gospodinski dopoldanski del. Tako da to nameravamo tudi obravnavati in je pri odstotkih, pa pri pozornosti, pa pri tem, ko merimo, je treba imeti pred očmi tudi te zelo banalne, bi rekel, razloge, ali tehnične, ali pa nerazumevanje kakšnega urednika ali kaj. Jaz bi podal sam kratko zamisel, in sicer, če tako, tudi že malo v letih, pa lahko tudi že malo nekaj let nazaj pogledam. Po mojem je bil slovenski tisk na Koroškem najbolj razgiban tedaj, ko je bilo vprašanje usode koroških Slovencev, vprašanje celotne civilne družbe v Avstriji. Uspeh Nedelje je tudi uspeh tega, ker Nedelja ne gleda samo tako rekoč na lastni poprek, ampak je seveda tudi v nekem cerkvenem, neki cerkveni razsežnosti vidi čez Karavanke ali pa navzgor ali kamorkoli že. Vključenost nas, koroških Slovencev, v slovenski, vseslovenski vsakdan, seveda ne funkcionira. O tem je govoril Reginald, o tem se je govoril ti. In se moramo seveda tudi vprašati, koliko in kaj lahko mi od tukaj prispevamo, tako rekoč, k vseslovenski stvarnosti. In to je malo. Zato so se vsi koncepti, ki so se tudi osredotočili na to, da bi se mi bolj vključevali v tako imenovani vseslovenski prostor, ki ga ni, ker ta se že pri ljubljanskem avtocestnem območju včasih neha, iz Ljubljane gledano, ki ga ni bilo, ko je bilo treba še pritihotapiti slovenske revije v Ljubljano. To pač ne funkcionira, tako rekoč oboje stransko. In zato ne smemo biti pesimistični, ampak se moramo prijeti tudi za nos. Kaj imamo mi povedati avstrijski javnosti, ne samo našim koroškim rojakom tukaj, kaj imamo mi povedati Slovencem iz našega vidika zamejskim Slovencem, kaj imamo mi povedati, in to je bore malo. In s tem sem že pri neki drugi problematiki. V zadnjem času, v zadnjih letih opažam neko koroško-slovensko samozadovoljstvo,
da se pač zelo veselimo, če se kaj dogaja med Pliberkom pa Šmohorjem. In je to najbrž premalo in kot koncept nima bodočnosti, po mojem. Tudi tiskana beseda je pod pritiskom, saj vsi vemo, da mladina seže po drugih medijih. Kot do nedavnega predsednik Radia Agora lahko povem, da je to ena vsakodnevna borba, če hočeš biti glasilo, tako rekoč tudi civilne družbe, če se ne pojmuješ samo kot slovenski narodni radio, ampak če misliš, če hočeš uresničiti malo širši program, vidiš, da je to neka stvar, ki je zelo, zelo močna. In vse to, ta zmes, se pozna vsebina, našim vsebinam. Jaz sem zelo vesel, sem zadnjič srečal Janka Kulmeža, da še ni pisal o meni. In tako, da se sam pri tem opazujem, da pač pri novicah gledam te pilče, pa fotografije, pa gledam, koga ni več. In to ni bodočnost. Bodočnost je taka, če je družba razgibana, če je večplastna. In to so bili že drugi časi, ko smo se pač tudi med seboj malo kregali in je bilo tudi kaj povedati. Zdaj smo pa vsi veseli. Tako tudi zgleda. Ja, včasih smo veseli, ko Potem smo žalostni ob tem veselju. Ko gledamo po televiziji športne uspehe, ali v Sloveniji, vsi politični, pa referendumi, pa menjave ministrov, pa milijardne kaj je sporočilo? Kaj je sporočilo? Da imamo mi tukaj tudi kot Slovenska narodna skupnost na Koroškem, da imamo tudi dolžnost, da gledamo malo preko lastnih meja, preko občinskih meja. In če nimamo kaj povedati, potem pač nas ne bojo zaznali, čisto enostavno. Je pač to. Jaz bi ti deloma oponiral, ker kot razpošiljam, lepim razpošiljam ta novičnik elektronski, dobim zelo velikokrat sporočilo o občudovanju oziroma o začudanju, ne koliko veliko samo tega je in kako daleč do Dunaja ali pa do Šmohorja ali pa še kam drugam, so te dogodki razporejeni, ampak kakšna je kvaliteta. In tu pa koroški Slovenci, kot veš, tudi avstrijski široki publiki večkrat kaj povedo. Kolikrat je že ali Maja na Dunaju bila avstrijska govornica, ko je avstrijski publiki kaj povedala, da ne rečemo o teh kakšnih protifašističnih zadevah, tudi v novejšem času. Prej sem rekel športnike, to moj mali vnuk ve, ta je pa koroška Slovenka ali pa ta je koroški Slovenc. Ali pa razstava v parlamentu, tudi ta zadnja še kaj tazga. Ali pa v Ljubljano, če hoče. Zdaj pridejo lutke, koroške, avstrijske. Karlova razstava je že zaključena. Je zaključena, ja, Karlovka. Pridejo lutke, ki odmevajo med slovenskimi poznavalci lutkarstva, tudi kot enakopraven del, pa so tudi v Evropo zelo vpeti. Tudi bomo gledali še film, tudi o tem lutkarstvu angažirano. In je angažiran, zdaj tega čakamo, da Mrličo Žerca, da gledamo, vsaj po poročilih je to živo angažirano. Kolikrat bomo uspeli Hajderja
prekopati pa Steinmecher ali kaj takega, to je druga stvar, ampak ja, tudi v tem bi rekel, da včasih rečem, da se je več prodornosti, ustvarjalnosti, provokacij tukaj, kar pri meni v Šiški, ne? Ljubljanski. Ali pa si rekel znotraj tega obroča. Prosim, Marjan. Jaz bi rad opozoril na sledeče. Vi veste, da je za normativno mašinsko zaščito pristojen Svet Evrope, ki je izdal 2 deklaracije o mašinski zaščiti. In v okviru teh 2 deklaracij eksistira en ekspertni komitej, ki je mednarodno sestavljen. In ta ekspertni komitej je izdal 2 komentarja, jaz sem jih danes prebiral, ker sem slišal, da so nekateri zgrešili naslov in se peljali v Bruselj namesto v Strasbourg. In v tem komentarju v bistvu ta ekspertni komitej državam predlaga, kaj je treba narediti na področju medijev, kaj je treba narediti na področju izobraževanja in. In skratka, zelo intenzivno, tako kot zahtevajo, da morajo postati mašinski jeziki del družbe, v kateri živijo. On mora biti v srčju te družbe in ne nekje ob strani in tako naprej. In jaz sem prepričan, da bo ta pritisk tega ekspertnega komiteja, da bo privedel do tega in mi se moramo na to sklicevati. In tako kot reči, to je logika, to je evropska politika. In ko smo se tedaj pogajali o tablah, sem ravno to imel v mislih in sem tedaj predlagal Ostermayerju en koncept, da bi glavni mediji v Avstriji imeli eno stran v mašinskih jezikih. To se pravi, Kleine Zeitung bi imela dnevno eno stran v slovenskem jeziku, na galeščanskem bi bil to Kurija, ne vem kaj. To se je skoraj uresničilo, Kleine Zeitung je bila za to, sem je pol propadlo zaradi tega, ker so na Dunaju dobili, so se malo ustrašili tega, prvih stroškov in še niso bili tako daleč. Ampak to jaz mislim, slovenski jezik bo se ohranil, če bomo v naši državi uspeli ustvariti eno konstruktivno vzdušje in če bo Avstrija končno sledila priporočilom tega ekspertnega komiteja Sveta Evrope. In na to je treba, po mojem, graditi. In vse ostalo je pa dodatna vrednost sodelovanja z Republiko Slovenijo, kooperacija in tako naprej. To je vse lepo in prav in važno, ampak ključnega pomena za slovenski jezik, ta bitka se bojuje tukaj in bo tukaj odločena. Ta pripomba, smem še komisiju dodati, je popolnoma pravilna. Samo jaz bi dodal še, Slovenci bomo obstali samo tako dolgo, kako to sami hočemo. In tu pa vidim velike pomanjkljivosti. Velike pomanjkljivosti. Ker danes nam nihče ne brani več. Nihče ne brani več, da govorimo o družini s svojimi otroki slovensko. Da svojim vnukom približamo slovenščino. Nam nihče ne brani. In nihče ne diskreditira. Izjeme so seveda. Na nas samih je, da bomo slovenščino brali. Na nas. Na vsakem od nas. Na meni, na tebi, na njeni. In to mislim, to nam vse te deklaracije evropskih svetov in bruselskih svetov ne bodo nič pomagale, če sami ne bomo se prijeli, nekdo se je prijel za nos, Jani se mi zdi, če se ne bomo prijeli sami za nos in rekli, tu smo, tu hočemo ostati in zato bomo skrbeli, da bomo obstali. Pa ne vidim tukaj nasprotja, veš zakaj? Ker je eno, kar ti podaljš, jaz to tudi 100% podpišem, ampak stvar to ne sme biti privatna stvar, tako rekoč, ukoliko
neguješ svoj materin jezik v družinskem, sorodniškem okolju. To je eno. Drugo, jaz še vedno pravim, da tukaj ni obveznega dvojezičnega šolstva za vse Korošce. Ta situacija privede do tega, da je nemško govoreča koroška večina prikrajšana za kulturno dobrino, ker nimajo priložnosti, da se obvezno vsaj naučijo tistih osnov za medsebojno razumevanje. In zato je to družbeno vprašanje, ne samo družinsko, privatno vprašanje. In to politično, kako bi rekel, zahtevo, na to politično zahtevo smo mi sami pozabili. Ja? Se veselimo, če imamo tukaj naše vrtce, pa to in ono. Jaz mislim, da bi bil zdaj pravi čas, dobra priložnost, da se spet obudi ta zahteva po obveznem slovenskem pouku po celi Koroški. To bi pomenilo, da pridemo tam tja, kamor si ti želel, da se vključuje slovenska narodna skupnost v avstrijsko družbo, kjer ima tudi avstrijska družba priložnost se vključiti, oziroma priključiti slovenski narodni skupnosti. Smem na to malo replicirati. Da bomo spet malo gledali, Jaz mislim, da je dvojezično šolstvo leta 1945 bil en znak sprave. In ta znak sprave tudi koroški Slovenci nismo vzeli na znanje, namreč za to kampanjo za priključitev k Jugoslaviji. S tem smo mi kontaktirali to dvojezično šolo, ki so potem tudi nemški nacionalci zase tako rekoč izkoristili in svoje iz tega naredili. Tako da pot do te dvojezične šole, jaz sem tudi za tega mnenja, bo šlo samo s tem, da bomo tudi imeli eno zgodovinsko razpravo na Koroškem, kjer bomo tudi mi naše napake v tej zgodovini morali priznati in reči, tako je bilo. Ker mi je v bistvu naših napake ne priznamo. Mi smo vedno žrtve, mi nič nismo naredili in mi smo tako rekoč vedno tako vidi, ampak da je tle bilo 14 bombnih atentatov, da je UDBA bombe metala, da je ena domača skupina bombe metala, da je menda nekdo od naših celo spomenik zgoraj na Komolu razstrelil in o teh stvareh mi ne govorimo. In zato smo tako rekoč, tle bo tudi potrebna ena naša verodostojnost. Ja, samo to je drugo vprašanje, ker mi smo se zdaj o tem pogovarjali, ukoliko so naši mediji relevantni. Vse to je nadtekst celotnega. Ukoliko so naši mediji tukaj relevantni in ukoliko prekoračijo tako rekoč to malo regionalnost. In tukaj vidim jaz neko nazadovanje v zadnjih desetletjih, zaradi tega, ker se mi kot subjekt tukaj osredotočimo bolj ali manj vase, namesto da bi šli v svet vse čez mejo tu in tam. Jani, temle vidim roko Martine, ki nas v cel UNESCO v svet pripelje, pa tudi posredno, če hočete, v Koroški deželni muzej, ki ima zdaj, bi rekel, razmeroma ali pa kar vzorno urejeno zastopanost slovenščine, zdaj koliko slovenske zgodovine še bo, saj še nastaja tudi. Martina, prosim. In seveda zemljevidje, ne, to boš povedal. Jaz bi pa čisto drugačno področje nagovorila, in sicer ni tako zaznavno to področje dijaških časopisov, šolskih časopisov in študentskih časopisov, ki so zelo pomemben segment za razvoj mladih, ker mi smo imeli naprimer v šoli razredni časopis Labirint. Mislim, da so šle 3 ali 4 izdaje, komunicirani smo bili, ampak v tem časopisu je objavljala Cvetka Lepuš prve pesmi.
Na Dunaju smo tam začeli izdajati v klubu Punt, najprej z enim listom, potem se je razvil kar dostojen puntarski časopis z vsem puntarskim pogledom študentov. V zadnjih letih zdaj skušajo tu na Koroškem oživiti dijaški časopis Labirint. Moj sin je imel srečo, da je nekako lahko sodeloval in se je tako navdušil, ker so imeli možnost, da so pač pisali sami tekste, bili kritični, so podvignili nekaj prahu s svojimi objavami, ampak tudi oblikovali so ta časopis sami, na novicah so dobili možnost, da so ga potem sami tam oblikovali in to je pač pomembna izkušnja, predvsem zdaj, ko so vsi na mobilnih telefonih in mislim, da bo zdaj spet išla ena številka, ker vsi skušajo motivirati dijake, pa pravi, pa da je težko seveda. Je pa pomembno, tako da moramo na to tudi gledati, da bo ta segment ostal, pa se razvijal. Hvala lepa. Zdaj, ne vem, gostitelja, hoče še kaj povedati? Jaz bi samo še, potem lahko zaključil, ni problem. Samo en stavek bi povedal. Ko gledamo publiko, seveda to je samo, kako bi rekel, to je teorija. Jaz pa lahko govorim, delam že skoraj 40 let v knjižotrstvu, da je praksa čisto nekaj drugega. Prej smo kratko omenili ljudske šole. Mi posredujemo približno 30 do 35 dvojezičnim ljudskim šolam knjige, to so dvojezične knjige, šolski program in tudi vsakič za Božič zmeraj otroške knjige. In od Podjune pa do Zile lahko rečem, da na vseh šolah je pretežno, pač se ne zna več slovensko. Je tako in to je praksa in to je de facto. Ni usoda, ampak je žalostno. Po Rožu, jaz ne vem, imaš tam 100% zdaj knjig in od teh pa podaš morda 5 ali pa 10% slovenskih. To je resnica. In tisti učenci nič ne morejo zato, ker starši doma itak ne znajo. Jaz sem imel samo en primer še, moja sestrična, v bistvu mama od nje je Slovenka, sestrična je od svoje otroke že govorila nemško z njimi, vnuki tudi nemško govorijo, hodijo na Žižpolje v šolo, seveda ne znajo več, ker se nemško pogovarjajo. Sam to zaključim. Da je praksa čist nekaj drugega kot pa teorija. Mi lahko govorimo, pa... Jaz sem mislil vprašati za soglasje gostitelja, če smo njegovemu namenu, da predstavimo zbornik tukaj v dovolj veliki meri zadovoljili. Pa zdaj ga bomo podali, vsak ga bo kupil, za slovensko matico. In vidim, da smo zašli že tudi tako rekoč v simpozij, tako lep rezultat, da nekaj takega pobudimo in upam, da se bomo... In vsi avtori lahko popišejo, ne? Da bomo se še srečali pa še ukresali kakšno modro misel. 20 € danes. Zanimo še. Kaj? Jaz vmes, ko sem poslušal, sem si kar pisal. Pa zdaj sploh ne vem, če bi načel, ker sem zdaj toliko napisal, pa bom mogoče en jagodni izbor naredil. Ampak začel sem z repliko Janjo ali pa z dopolnitvijo, pa potem do zadnjega, ampak morda samo to. Ne vem, če se spomnite, en bivši slovenski premier je enkrat Miro Cerar je na eni tiskovni konferenci imel en napis, kako že Slovenecem ne jamram, iščem rešitve. Spomnite to? Na eni tiskovni konferenci mi smo gledali, kaj je Možakarja pripravilo do tega, ampak malo za šalo, malo za res se mi zdi, da bestseller bi bil, če bi nekdo napisal psihoanalizo slovenskega naroda. Mislim, da bi bila dobra zadeva, ker ko sem tako poslušal, smo pesimistični. Bo to preživel? Zdaj deloma seveda na realnih osnovah, se mi zdi deloma pa je nekaj imamo, da smo v vsaki stvari se mi zdi, da preveč črno vidimo. Zakaj?
ker sem Štajerc s koroškimi koreninami na delu v Ljubljani, bi jaz Janiju pritrdil, da ljubljanska miselnost se zaključi res na obvoznici ali pa mogoče do Trojan, pa do Ljubelja, pa do Kopra, seveda, ker tam Ljubljančani radi hodijo čez vikend na vdih. Vprašaj Janija, ki ima stanovanje. No, samo to, morda pa to. Avstrijske investicije v Slovenijo do leta 2010 v podjetja z več kot 100 zaposlenimi nikoli ni šlo brez sodelovanja koroškega Slovenca. Kaj pomeni to? Da vi kot narodna skupnost poznate kulturo, poznate jezik, ki je tisti povezovalen ne samo do lastnega naroda, ampak tudi širše, če govorimo o gospodarstvu. Da ne govorimo o slovenskih podjetjih v Slovenijo. Na inštitut kličejo številni gospodarstveniki, ki bi radi, ne vem, delali ograje v Avstriji, ne vem, kakšne storitve bi radi vse delali in nekako iščejo stik. Marsikdo je že slišal sicer, da so tudi Slovenci tam živijo, ampak tu je res en manko, tu je res en gap. Povezovanje univerz. To teče. Povezovanje obeh akademij gre, v tej smeri gre. Če rečem oddaje na radio, televiziji, recimo za večer, lahko rečem, da imamo kar, sploh zdaj, ko je bil generalni konzul bivši Mariborčan, pa je njegova žena več sodelovala, je bilo teh informacij o koroških Slovencih precej več. Mi imamo posebne oddaje, seveda so potisnjene ob rob, časovni rob, ko gremo spat in tako dalje. To je zopet poseben problem. Zakaj ni več vsebin v osrednje slovenskih medijev? Zato, ker lokalni žurnalizem, kot je Janko Kulmeš, bi se radi brali, kje bomo to pač... Mi moramo z nekimi drugimi vsebinami tja iti. Kadar so bili konflikti, so slovenski mediji takoj poročali. Hajder, ne vem, kaj delajo, kaj nam delajo, gledajte, kaj zgoraj delajo našim narodni skupnosti in seveda mediji tudi v Sloveniji pišejo zato, da prodajo. Pišejo tisto, kar hitro zainteresira ali pa vzburka javnost. To ni nič drugače, kot je pri vseh ostalih medijih. Zdaj, skrb za manjšino absolutno mora biti skrb predvsem manjšine same, ampak tudi večine. In zato je sistem, kot ga ima Slovenija, za madžarsko narodno skupnost eden boljših v Evropi, in to podpišem. Eden boljših sistemov v Evropi, daleč je od tega, da bi bil popoln. Ampak tekom let so se ljudje na nek način navadili na drugega, živijo drug z drugim, tudi drug mimo drugega. Ni vse idealno, marsikaj, da stanejo tudi razne težave, ampak recimo izkazalo se je, da je slovenski šolski sistem za Madžare na oni stran meje celo tako privlačen, da vpisujejo Madžari v dvojezične šole, tako kot Slovenci, na Koroško vpisujejo svoje dijake in menda je vpisanih v letošnjem letu že več kot 85 dijakov na prvo stopnjo. Iz Republike Madžarske, torej madžarski državljani tja. Potem, etnična identiteta je le en sloj človekove identitete danes. Je le en sloj, vsak človek ima zraven še dodatno identiteto, drugo identiteto, mešano identiteto in tako dalje. Zato je tu seveda pestrost še in še. Zdaj, glede ekspertne komisije, ko je Marjan govoril tu, jaz imam občutek, da ta ekspertna komisija malo bolj pritiska na tiste, ki lahko, pa malo manj na tiste, ki ne more. Če se izrazim tako, recimo za Slovenijo dobro poznam, pa tudi za sosednje države. Vi veste, da obe konvenciji, okvirno konvencijo in listino o manjšinskih jezikih, ki si jih omenil, to sta meni sistema. Vsaka država si izbere, kaj bo naredila, katero narodno skupnost bo zavarovala in tako dalje.
Res je, eksperti gredo v okolje, recimo pridejo tudi na naš inštitut in seveda nas poslušajo, ne? Oni niso eksperti na tistih področjih, ampak samo poslušajo, približno ocenijo čez kako, ne vem, kako ne rečem, kdo je bolj verodostojen, ali ne vem, kako vam ne povem, potem govorijo za samo manjšino in potem zapišejo nekatere ugotovitve, ki so precej filtrirane. In za Slovenijo to velja, da ponavadi zadnje leto vedno napišejo, zakaj nič ne naredi na področju nemško govoreče manjšine. Ne? Zdaj pa države so tu zelo, države vse, tudi Avstrija, napiše, kaj so vse naredile. Neverjetne stvari so naredile, tudi Slovenija ni nič drugače, ne? Za Nemce je odlično poskrbljeno. Seveda v tem stilu, da se čim manj naredi. Jaz imam tak občutek, da to uradni del, uradniki napišejo, da se čim manj naredi. Zakaj govorim to? Ker iz Urada za narodnosti, ki v Sloveniji to vodi, v zadnjih 10 letih niso prišli k nam, da bi kdo kaj vprašal, ali kaj se dogaja z Madžari, kaj se dogaja z Romi, kaj se dogaja s tem, ali je v Sloveniji nemško govoreča narodna skupina, je živa ali ni živa, ali kako je. Teda to je, moramo deloma, recimo na Inštitutu za narodnost vprašanja, pa s tem zaključim, imamo občutek, da je ukvarjanje z manjšinami, recimo pa še jaz pesimist, vedno bolj ena obrobna zadeva ob problemih, ki trenutno so v družbah. Čeprav so ti problemi pogojeni ravno z slabim upravljanjem etnične raznolikosti. Ukrajina, Kosovo, pa da ne naštevam dalje. To je slabo upravljanje etnične raznolikosti. Pika. Hvala. On hoče biti pito. Jaz bi pa glede te okvirne konvencije bil pa zraven, ko je nastajala, kot slovenski ekspert. Imam nekaj drugačen pogled, lahko rečem, da je Dejan Valentinčič napisal eno obsežno knjigo, zelo dokumentirano, pa si o tem vprašanju preden nadaljujemo, si lahko še preberete, potem vidimo in seveda v Sloveniji veste, da je zdaj pobuda zakonska, da se manjšine na novo imenujo, pa posebej tiste ex-ju, ali pa ABČK-MF, tako da to je, tu lahko mi z Danijem še razpravljava, tudi iz Urada za narodnosti so kdaj prišli na Inštitut za narodnostno vprašanje, mogoče ga ni bo zraven. Tu pa moram rekati, zelo žalosten sem na diskusijo, ki je potekala v Državnem zboru Republike Slovenije ob sprejemanju tega zakona o narodnostnih skupinah in narodnostih bivše SFRJ. Vam povem, da to je pod nivojem vsakršne kritike. Kakšna nacionalistična retorika napram drugim. Žal. Čeprav nas je malo, nismo niti drugače po veliki. No, hvala lepa za